Zdaj, ko smo prihajali na ta prelepi prostor ob sotočju Soče in Lepene, so naši prijatelji in kolegi iz Gorenjske delili domače žganje, borovničevc in druge dobrote. In to zastonj. In nekdo, ki je bil zraven, je rekel, no, če se pa to dogaja, se bo pa še marsikaj zgodilo. Vendar danes tukaj niso samo prijatelji iz Gorenjske, ampak tudi iz drugih delov Slovenije. Je tukaj kdo z Koroške? Nekdo z Dolenjske? Savinjčani? Goriška? Očitno ni medpokrajinske pomoči, ne? Ti glasovi so čedalje šibkejši. Kaj je zdaj to? Je kdo z Ljubljane? Prekmurje? No? Dlje smo, več nas je, ne? Očitno. Vendar je tukaj tudi veliko domačinov iz Bovca in Posočja. In na začetku bi se rad zahvalil za gostoljubje občini Bovec, gospodu županu in družini Zorč, ki nas gosti zdaj že 17. leto v kampu tukaj čez Lepeno. 17. smo se letos zbrali tukaj, vedno je bilo veselo. Naj bo tako tudi letos. Vidim, da ste s sabo pripeljali ne samo kulturne proizvode, ampak tudi kulinarične. Naj oboje prav pride na takšnih druženjih in prispeva k temu, da se imamo še lepše in bolj veselo. Hvala za vso to podporo. Hvala tudi za to, ker vsako leto prihajate sem in hvala za to, ker nas je vsako leto pravzaprav več. Prej so govorila z županom občine Bovec, če bo potrebno naslednja leta ta prostor nekoliko razširiti, pa je dejal, da je tamle proti vzhodu še neke občinske parcele, torej se bomo lahko še nekaj časa zbirali tukaj. Mislim, da je to postala tradicija, ki se ji Slovenska demokratska stranka ne bo izneverila. Ker pa je pravzaprav to naše poletno druženje vedno tudi v času, ko se tako ali drugače napovedujejo vroči jesenski dnevi, vroči v drugem smislu, ne v vremenskem, vedno rečemo nekaj tudi o aktualnih zadevah. In da se ne izneverimo tej tradiciji nekaj stavkov tudi o tem. Ne bi sicer rad naredil iz tega srečanja nekaj podobnega, kot je vsak četrtek nastop po sejah vlade na tiskovnih konferencah, ko človek ne ve pravzaprav včasih, v kateri državi živi. No, ampak naj začnem s tem, da je smo včeraj lahko prebrali na internetnih straneh, da bodo v Španiji jeseni predčasne volitve. Da nekaj tednov nazaj so se volivci na referendumu v Latviji prav tako odločili, da bodo razpustili parlament in razpisali predčasne volitve. Latvija je ena od tistih držav, ki najhitreje okreva po gospodarski krizi. In formule latvijskega okrevanja se danes prodajajo po Evropski uniji kot formule gospodarskega uspeha. Španiji ne gre tako dobro, vendar ji ne gre nič slabše od nas. No in kljub temu so se tam odločili, da
bodo predčasne volitve, da bodo zamenjali ekipo, ki je utrujena ali pa ki enostavno ni zmogla. Pri nas pa se o predčasnih volitvah sicer veliko govori, vendar nič ne kaže, da kmalu bodo. Bile bi potrebne čim prej v zgodnji jeseni, vendar jih ne bo, ker bi morale biti že razpisane. Se ne vem, čemu zdaj ploskate temu, da ne bo volitev, ali... No, jaz mislim, da kljub temu dela za Slovensko demokratsko stranko ne bo zmanjkalo, tako da ne bo to navdušenje usmerjeno v tisto, kar je pač še potrebno narediti. Ampak očitno, tisto, kar bi država najbolj potrebovala v tem času, to je osvežitev in predčasne volitve v zgodnji jeseni, tega ne bo. Največ, kar lahko pričakujemo od tistih, ki se krčevito otepajo oblasti, je to, da bodo volitve naslednje leto nekoliko prej, oziroma da bodo skušali te volitve organizirati naslednje leto nekoliko prej, zato da ločijo predsedniške in parlamentarne volitve. Mislim, da je to edini cilj, ker se pač bojijo součinkovanja enih in drugih volitev, ki zdaj, ko smo 4 mandate šli okoli in se predsedniške in parlamentarne volitve pokrivajo, to odločanje ponovno sovpada. Nekaterim to pač ni všeč in delajo na tem, da se oboje volitve ločijo, vendar ne tako, da bi imeli volitve zdaj, ko jih Slovenija potrebuje. To, da Slovenija potrebuje spremembo, je povsem očitno. To je očitno 20% slovenskih državljankov in državljanom. To kažejo pravzaprav vse javnomnenjske raziskave in tega se zavedajo pravzaprav vsi, razen tistih, ki bi se tega morali zavedati. Včeraj sem nekje prebral dober pregovor, ki pravi, da tisti, ki nič ne dela, pravzaprav ne ve, kdaj bi nehal. In mislim, da smo v Sloveniji v približno takšni situaciji. Sicer ni čisto res, da se nič ne dela. Ni čisto res, da se nič ne dela. Včasih se skuša nekaj narediti, vendar pa tisti, ki to poskušajo, ne vedo, kaj bo na koncu iz tega izpadlo in se bolj obnašajo po tisti butalski, nekaj kujemo, zdaj, če bo šilasto, bodo vile, če bo ploščato, bo pa lopata. Tako da iz vsega tega je večinoma škoda in to škodo je žal možno izračunati. Zaradi slabega dela, predvsem pa zaradi nedela, slovenska država vsak dan porabi 10 milijonov evrov več, kot pa to ustvarimo. Vsak dan prihodnim generacijam, pa tudi še aktivnim generacijam, ki bodo morali odplačevati obresti, če že ne bodo odplačevali glavnico teh dolgov, vzamejo 10 milijonov evrov. To je zelo velik denar. V parlamentu potekajo dolge razprave o kakšnih dopolnilih k proračunu za kakšno lokalno cesto, ki košta nekaj 100 000 evrov. Tukaj pa gre v zrak oziroma se ukrade prihodnosti 10 milijonov evrov vsak dan in o tem se nič ne piše. To nikogar ne zanima. To se pravzaprav prikriva. Če bo šlo tako naprej, do konca mandata in bodo volitve v rednem roku ali pa kakšen teden prej, potem bo Slovenija zelo blizu položaja, v katerem je danes Grčija in še nekatere druge evropske države, ki jih pač štejemo za tiste, ki niso bile sposobne pravilno odgovoriti na izzive gospodarske krize. Danes, če spremljate tudi kakšno tuje poročila ali medije, zasledite včasih pozive kakšnih zahodnoevropskih politikov, predvsem pa zahodnih bankirjev, ki svetujejo Grčiji, naj zato, da se izkoplje iz zadolžitve, proda kakšen svoj otok.
Če nas bodo v prihodnje še vsak dan zadolžili za 10 milijonov evrov, potem boste čez nekaj let lahko slišali podobne nasvete za Slovenijo. Rekli bodo, pa ne Slovenci prodajo Sočo ali pa Blejski otok. Tako da te stvari niso samo papirnate. To ni samo nekaj, kar razumejo samo makroekonomisti. Ker večinoma si ne predstavljamo, koliko denarja je to, recimo 10 milijonov ali 2 ali 3 milijarde, koliko zmanjka na leto. Vendar pa je to na koncu potrebno odplačati in tisti, ki denar posojajo, bodo našli načine, da ta denar izterjajo. Nič ne bo odpisano, tako kot bo verjetno Grčiji, kamor tudi mi prispevamo, in nič ne bo odpuščeno. Zaradi tega mi na te nasvete, ki prihajajo, velikokrat v tem smislu, češ, pa naj oni vladajo in naj pač propadajo dokončno, tle bodo vladali, bolj bodo propadli, odgovarjamo z razmislekom, ki se mu reče odgovoren odnos do države. Res je, da bo potrebno pri tistih, ki so danes na oblasti in to počnejo, na koncu plačati tudi visoko politično ceno. Vendar bodo oni plačali samo politično ceno, vi boste pa plačali ekonomsko ceno. V evrih. 10 milijonov evrov zadolžitve na dan je 100 evrov na vsakega prebivalca te države. Je 400 evrov na 4-člansko družino, na mesec. To je ta denar, ki nam ga zdaj jemlje iz žepov in ga bo treba vračati. Zaradi tega so potrebne predčasne volitve. Ne zaradi kakšnih političnih ali pa strankarskih kalkulacij. Očitno pa je ta slepota pred tem, kar je v tem času potrebno in koristno za državo, tako velika, da se pač stvari ne premaknejo nikamor. In se enostavno ta kruta, najpomembnejša dejstva v Sloveniji zamegljujejo. Lahko si mislite, kar hočete o Grčiji, Irski, Portugalski, ki jih danes rešuje evropski mehanizem za reševanje evra, vendar pa je med njimi in Slovenijo ena velika razlika. Tam se o teh stvarih odprto piše kot o prvem problemu, ki ga te države imajo. Res je v vseh teh državah ta problem večji, vendar smo mi na hitri poti v isto situacijo. Pri nas pa se o tem pravzaprav ne piše. Ste kdaj videli kakšno naslovnico kakšnega slovenskega dnevnega časopisa, kjer bi bil narejen izračun, koliko nastane takšna gospodarska politika? Nikjer. Morda na 16. strani v 16. stolpcu čisto na dnu. Če imate dobro očala ali pa dober vid, tisto še najdete. Vse drugo je bolj važno. Vse drugo je bolj važno, zamegljuje se stvari in ni slučajno, da je v času, ko je Slovenska demokratska stranka glavna alternativa temu stanju. Da je v času, ko je edina Slovenska demokratska stranka bila sposobna ponuditi program za naprej. Naša stranka tudi ponovno, kot že tolikokrat, glavna tarča napadov in laži. Ta teden smo imeli v okviru našega letnega tabora tudi nekaj dobrih simpozijev in okroglih miz. Na četrtek je na večerni okrogli mizi en od predavateljev povedal neko dobro stvar, ki drži tudi danes. V času trdega sovjetskega komunizma na Poljskem je eden od njihovih intelektualcev nekoč zapisal: če bi laž prepovedali samo za 5 minut, bi komunizem propadel. Če bi v Sloveniji danes laž prepovedali za en sam dan, bi večina slovenskih medijev propadla. Ali pa bi šli na dražbo, tako kot Delo revije. Zdaj, glavna odgovornost je seveda v zamegljevanju dejstev.
Ko smo mi predstavili naš program za prihodnost kot edina stranka v času, ko Slovenija kot Afrika vode potrebuje pozitivne programe in razvojno paradigmo, je to naletelo na neke take mlačne odzive v tem smislu, kaj pa nam je tega treba, ne? Kot da bi bilo vse v redu. Mi smo takrat še vedno nekoliko naivno pričakovali, da bodo tudi druge stranke ponudile svoje programe. Bili smo pripravljeni kakšno stvar spremeniti, bili smo pripravljeni zadeve usklajevati, bili smo se pripravljeni, in to smo seveda še vedno, resno pogovarjati z drugimi o tem, kaj Slovenija v prihodnosti potrebuje. Ste mogoče slišali en sam predlog v tej smeri od koga drugega? Ne. Ponovno se pogrevajo stare afere ali pa se skušajo sprožati nove. In na izziv, ki ga je ponudila Slovenska demokratska stranka, se pač odgovarja z starimi propagandnimi orožji, ki smo jih doživeli že tolikokrat. Pravzaprav tudi ni bilo našega letnega srečanja tukaj, kjer ne bi bili prisiljeni nekaj reči tudi o tem. Pa vendarle, izkušnja, ki jo imamo iz predzadnjih volitev, je zelo grenka. Zaradi tega, ker so se v slovenski javni prostor takrat lansirale vse druge stvari kot pogovor in dialog in usklajevanje in soočanje o prihodnosti, je tudi stanje danes takšno, kakršno je, in je tudi zaradi tega seveda 3 leta bila aktualna vlada brez neke prave orientacije, ker od ljudi pravzaprav ni imela mandata na podlagi programa. Ali se danes kdo spomni, kaj je ta koalicija, ki ste že razpadla v tem času, leta 2008 ponujala? Rekli so, no, tega se spomnite, da so obljubljali 1000 evrov pokojnine pa minimalne plače. Ja, seveda. To je bilo nekaj, kar bi veljalo še kdaj povprašati za račune, ampak nič ni bilo, nobene razprave, nobenega mandata, tudi v koalicijski pogodbi so stvari, ki se sicer nekatere lepo berejo, vendar jih nihče ne pozna, ni bilo debate o tem. Volilna kampanja je vedno zato, da se ljudje soočimo z predlogi tistih, ki so na volilnih listkih, in da izberemo tiste, za katere se nam zdi, da so najboljši. Pred 3 leti to enostavno ni bilo možno. In zdaj se ponavlja podoben vzorec. Podoben vzorec in namesto soočanja programov in idej, tekmovanja idej o tem, kako Slovenija ponovno popeljati na pot razvoja, ne, imamo vse drugo. Imamo vse drugo, zdaj naša vlada celo v času, ko je aktualna koalicija razpadla, skuša pomiriti Izraelce in Palestince. Ne, delamo se, kot da rešujemo cel Balkan, doma pa se ponovno, kot v starih jugoslovanskih časih, država zadolžuje in kupuje socialni mir z denarjem ukraden od prihodnjih generacij. To je ključen problem. To je ključen problem in če bo to stanje trajalo do konca rednega mandata, potem je veliko vprašanje, ali bo to situacijo možno rešiti brez neke izjemno trdne večine v državnem zboru, glede na to, da bo potreben pravzaprav cel naslednji mandat, da se situacija popravi. In tukaj je potrebno povedati zelo jasno. Slovenska demokratska stranka je enkrat, to je bilo leto 2000, ko nismo imeli veljavnega volilnega sistema in ko je Slovenija bila sredi najtrših pogajanj za vstop v Evropsko unijo, žrtvovala sebe in šla v neko prehodno vlado brez trdne večine in zato plačala visoko ceno. Tega koraka ne mislimo ponavljati. Tega koraka ne mislimo ponavljati in ne mislimo prevzemati odgovornosti za stanje brez tega, da bi imeli zelo jasne garancije, da bo tisto, kar je potrebno storiti v državnem zboru oziroma v parlamentu, tudi podprto in sprejeto.
Drugače bo trajalo še nekaj časa in se bo stvar dokončno podrla in bo potem Slovenska demokratska stranka uveljavila znanje in moč, ki jo pač ima. Zato je treba biti, oziroma bo potrebno biti tudi razumen in potrpežljiv. No, naj bo dovolj aktualnih zadevah. Čaka nas jesen, ki ne bo toliko vroča v političnem smislu. Nobenih volitev ne bo v teh prvih jesenskih mesecih, nobene volilne kampanje, nobene resne razprave o prihodnosti. Poslušali boste razne razlage, zakaj se nekaj ne da, namesto da bi se kaj naredilo. Bo pa ta jesen draga. Vsak dan, ko se zbudite, zračunajte, za koliko ste več zadolženi po dnevu, ki je minil. In jaz upam, da bo teh, ki bodo delali te izračune v Sloveniji, vse več in da bo na neki kritični točki enostavno prišlo do preobrata. Ampak prvič, Slovenija je bila že v hujših situacijah in smo na koncu zmagali in tega se je potrebno zavedati. Drugič, Slovenska demokratska stranka je šla v svojih 23 letih življenja skozi mnoge viharje. Po vsakem smo bili še močnejši, drugače nas ne bilo toliko in drugače ne bi praktično iz nič postali daleč največja stranka v Sloveniji in tudi po javnem mnenju, rekel, se že dolgo časa ponovno vodilna. Preživeli smo marsikaj in bomo seveda tudi te čase. In iz te situacije bomo išli še močnejši in na koncu bo popolnoma jasno, da je edina resna alternativa v tej državi Slovenska demokratska stranka, ki ima edina jasen program, ki ima vas, se pravi ljudi, ki verjamejo v ta program in predvsem, ker je to stranka, kot je rekel prej dr. Jeglič, ki ima rada Slovenijo, ki ve, kaj je to domoljubje in ki tudi ve, kaj je treba še narediti za to, da bo Slovenija postala domovina za vse in končno tudi pravna država. Ker smo v tem prečudovitem gorskem okolju, morda samo še en dodatek k temu, kar je prej povedal dr. Jeglič, ko je navedel odgovor duhovnika Jakoba Aljaža na tisto izzivanje nemštva v časih, ko se je slovenska identiteta na nek način ponovno postavljala na noge, ko je Jakob Aljaž enostavno kupil vrh Triglava in tam postavil stolp. Zdaj nadaljevanje zgodbe govori o pravni državi. Nemško planinsko društvo je namreč ta nakup osporavalo. Ta nakup je šel na sodišče in Jakob Aljaž se je moral za vrh Triglava pravdati. In se je pravdal do Dunaja. In Dunajsko sodišče mu je dalo prav. V Avstro-Ogrski, ki naj bi bila ječa narodov, je Jakob Aljaž svoj nakup Triglava ubranil na Vrhovnem sodišču Avstro-Ogrske na Dunaju. In cel postopek je bil končan v pol leta. In to je bilo pred več kot 100 leti. Ko bodo ne samo recimo relativno pomembni, ampak tudi najpomembnejši postopki pred našimi organi v Sloveniji končani v tem roku, ali pa vsaj v trikrat tolikšnem času, potem bomo tudi mi lahko govorili o pravni državi. Danes ne moremo še in nas čaka še veliko delo. Ampak kljub temu delu v tem lepem poletnem času predlagam, da vseh svojih energij ne posvečamo razmišljanju o tem, kaj delajo drugi, niti ne samo o tem, kaj bomo mi še morali storiti v političnem smislu, ampak da ta čas porabimo tudi za to, da naberemo sveže energije in da se imamo lepo. Pred nami je očitno nekaj čudovitih dni naslednjega tedna. Vsi tisti, ki boste ostali v taboru ali boste prišli nazaj, izkoristite to po najboljših močeh.
V ponedeljek je že tradicionalni 17. vzpon na Škrlatico, konec naslednjega tedna na Triglav. Vedno pride tudi kakšni sveži, tako da tisti, ki opravljajo krste, niso brez dela. Če še kdo razmišlja, naj se odloči pozitivno. To zelo pomaga. Više greš v te gore, manjši je doseg, bom rekel, te propagande iz močvirja in je tudi počutje boljše. Torej upam, da se bomo v prihodnjih dneh še velikokrat srečali na čistem planinskem zraku. Želim vam lepo počutje, ne samo danes na tem našem srečanju na taboru, ampak vse skozi do konca leta. Malo energije pa, kot že rečeno, rezervirajte tudi za tisto, kar mora Slovenska demokratska stranka še narediti v prihodnosti. Imeli smo zgolj nekaj priložnosti, ki smo jih bolj ali manj izkoristili. Naslednja bo verjetno odločilna. Naj bo naša energija usmerjena v to. Na naši spletni strani sds-novlada.si se je nabralo v tem času, odkar smo objavili naš program za prihodnost, na stotine dobrih predlogov. Poglejte jih, prispevajte svoje predloge, povabite tiste, za katere veste v svoji okolici, da jih imajo, da se pridružijo. Veliko znanja, veliko energije, neizkoriščenih, tisti, ki s tako vnemo iščejo nove obraze, so 20 let hodili mimo teh s prižgano lučjo, pa jih niso videli. Slovenska demokratska stranka jih je zdaj izbrala preko tega poziva v nekaj tednih. Torej, tudi tukaj nas čaka veliko delo, ampak naj vam to ne vzame optimizma, tudi če je to politično delo kdaj naporno in da je malo tudi travmatično. Zadržite ta optimizem, Slovenska demokratska stranka bo šla naprej, argumentirano, programsko, pa tudi dostojanstveno. Ne bomo se dali izzivati in provocirati od tistih, ki že 20 let, pa na 50 let podlage v Sloveniji ne delajo drugega, kot da vnašajo prepir, delajo afere in zamegljujejo realno stanje. Torej, lepo počutje še naprej, bodite zdravi in dobre volje.